A ste se kdaj vprašali, koliko naši poslanci dejansko delajo? Sej vsi vemo, da je bolj malo, ampak dejansko, zdaj lahko izvemo, pa nam ni treba v parlamentu pod krinko štet glav. Od 7 zvečer namreč že deluje spletna stran parlameter.si. Na tej spletni strani boste lahko pregledno ugotovili, kdo od politikov dejansko upravlja svoj posel, kdo je kdaj požrl svojo besedo in kdo je najbolj dejaven. Ekipa mladih fantov in deklet z inštituta Danes je nov dan. So s pomočjo Googlovega denarja ustvarili spletno orodje Parlameter, ki z vseh koncev in krajev meri naše poslance. Parlameter je torej tretja najbolj osovražena stvar v parlamentu. Takoj za resnico in službenim straniščem, ko ga zapusti Žan Mahnič. Glejte ga, no. Ne mi reči, da ni to hujš kot ciklon B. Okay. Naša ekipa se je poglobila v statistiko Parlametra in našli smo 5 zanimivih stvari. Ena izmed stvari, ki jih meri orodje, je besedni zaklad. Povejte mi, koliko na blef, kdo od naših poslancev mora imeti najmanjši besedni zaklad? Kdo vam zgleda kot nekdo, ki je slovar nazadnje videl takrat, ko je z njega strgal stran, da je v njo zavil čigumi? Marjan Pojbič pravite? Ne. Človek, ki je na Facebooku benti, da ljudje ne znajo več slovensko, sam pa je napisal kdo namesto kdo. Ne. Človek z najmanjšim vokabularjem v našem parlamentu je čemerni čelavi črkopis. Janez Ivan Janša. Pa kako? Kako? A nisi ti pisatelj? A nisi ti veliki pesnik, ki je prejšnji teden napisal par stihov o 2. januarju? Ta teden pa celo pesem o Miru Cerarju. Dobro, probil si jo napisati. Obliko ima že kot pesem. Ritma pa je tok, kot pri plesalcu s Parkinsonovo. Rime so ti pa očitno skovali v srednji frizerski. No, najbolj zanimivo je, katere besede so pri Janezu najbolj pogoste. Razorožitev, Mrlak, Jugoslovanska armada, ukaz, prostitucija, oklepna enota, tvit, Krkovič, Kučan in štab. Torej tiste stvari, ki Janezu največ pomenijo. Vojska, prijatelja, Kučan in Krkovič pa kurbe. Ok, pojmo dalje. Parlameter meri tudi slog jezika in sicer glede na to, ali je privzdignjen, torej bolj pesniški, preprost ali ekscesen, torej vulgaren. Šampion, nihče drug kot Dušan Radić. Velikega grosupeljskega poeta je premagal en no name. Baje je to en 53-letni poslanec SMC. Zdaj to, da ima on najbolj povzdignjen in najbolj vulgaren jezik, pomeni, da je on prav Prešeren. On je šubiški slavček, ki ti lahko napiše sonete nesreče ali pa naključno pesnico o Tiču. Najboljši primer je stavek, ki ga je izrekel sred julija letos. Začeli smo poslušati o svinjarijah, vreli kaši, potem smo tudi požirali o jebentiših, tudi kaj more gola in hladna resnica proti bleščečim čarom laži. A ste videli? Vse. Poetičnost in vulgarnost. Janša, umakn se! Anonimus Dušan Radić je glavni trubadur državnega zbora. No, naslednje vprašanje je, kdo največ govori? Jožef Horvat iz Nove Slovenije. V zadnjem letu in pol, odkar se poslance meri, je izustil 704 000 besed. To je toliko, jih imata vojna in mir, pa zločin in kazen skupaj, Pepi. Si plačan na besedo ali kaj? Svojško babe, daj malo goflo zapri. Zapri malo goflo, da lahko pridete do besede poslanki SMC Vlasta Počkaj in Teja Ljubič, ki v vsem tem času niste izrekli niti ene besede. In zanimivo je, da sta to 2 od 4 poslank, ki sta bile na čisto vsaki seji do zdaj. Kar pomeni, da sta vedno v službi, a zmer molčita. Jaz razumem, da je to njihov prvi mandat, sam mogoče pa ne upata. Zdaj, dragi dami, parlament izvira iz besede parlare, se pravi govoriti. Veste, kot fuzboler, ki je na vsaki tekmi, ampak skozi na klopi. Dobro, če smo že pri prisotnosti, če sta omenjeni ženski vedno na sejah, kdo je pa najmanj? Predstavnik italijanske manjšine, Roberto Battelli. Kar je razumljivo, tip Italijan, siesta pa mama. Manjko je vsako 3. sejo, kar pomeni, da je več šans, da srečate Italijana, ko vozi več kot 30 na uro, kot pa Italijana v parlamentu.
Porka Madonna Godler. No, in za konec glasovanje. Zanimivo je, kdo ne glasuje. Recimo, da je glasovanje nekaj, za kar so naši poslanci plačani. Šivilja šiva, zidar zida, doktor štrajka. Poslanci pa govorijo in glasujejo. Zdaj dva mandelca sta, ki sta tako komod, da glasovalne seje kratko malo špricata. Uganete kdo? Janez in Alenka imate več skupnega kot le to, da jo nihče ne mara, pa da sta morala oba predčasno zaključiti z mandatom. Alenka Bratušek se ne pojavi niti na vsaki drugi seji. Janša je bil pa samo na 40% takih sej. Tako jih boli za državo, da se jim niti na gumbek ne da pritisniti. Če vržete kovanc, bo več šans, da uganete, kjer stran bo padla, kaj pa do en od teh dveh šalabajzerjev dejansko opravljal svoje delo. Da je kakorkoli Parlameter je zabavna zadeva in čestitke fantom in dekletom, ki so ga ustvarili. Hej, živijo, Jure tukaj, to je naš YouTube kanal. Kliknite na ta gumb in se naročite, da boste na tekoče. A ja, pa polajkajte nas na Facebooku in na Twitterju. In vsak četrtek ob 10:30 nas pogledajte na Planet TV. Po pameti!